Kako še folk in dobrodošli v nov YouTube video. Dobrodošli v 4. epizodi Shredding Season serije. Danes, kot vidite, začenjamo video vlog kar zgodaj. Niti ni toliko zgodaj, ampak je zgodaj. Kot ste videli, malo prej sem se zbudil, sem se stehtal, 89,9 kilaža, to je tudi nov lov, torej nova najnižja kilaža, odkar sem začel kat, tako da really good. Ta teden sem tudi prvič po dolgem znižal kalorije, če ste videli na Instagramu, če me followate, če me ne followate, followajte me še na Instagramu. Sem si znižal iz 3300 na 3100, tako da kat napreduje top. Kaj se bo danes dogajalo, folk? Danes je vse, danes bo, ne vem kaj sem dal v naslov, ampak danes bo vse. Danes bo full day of eating, danes bo day in a life, danes bo workout. Ura je 8:30, jaz sem v avtu, zakaj nisem, naprimer, takoj pojedel zajtrka. Zdaj trenutno, folk, grem v Adria Labs. Tisti, ki ste gledali mogoče že tisti en video, v glavnem grem ponovno dati kri. Grem testirati kri in seveda moram biti na tešče, tako da zdaj se odpravim tam. Ne bom pokazal spet celotnega procesa, če vas zanima slučajno, kako je bilo prvič, imate ali tukaj gor nekje ali pa link v descriptionu o tem videu, ko sem šel testirati kri prvič. Aja, in preden začnemo zapravo s tem videom, dej spusti like, ker mi ful pomagaš z lajki, in subscribe se, če še nisi. Zakaj toliko folka gleda moje videe in niste subscribani? Zakaj toliko folka? Klikni subscribe, če gledaš moje videe, saj ni težko. Tako da zdaj grem v Adria Lab, grem dat kri in potem se vidimo na zajtrku. Ok, folk, evo me nazaj iz testiranja in jaz sem si že pripravil zajtrk, ker si malo mudi, imam zdaj neka online predavanja, tako da vam na hitro pokažem, kako izgleda današnji zajtrk. Ok, folk, imamo 4 jajca, tam imamo ovsene kosmiče, 80 gramov ovsenih kosmičev, 1 banana in pa 25 gramov izolata, moji supplementi in pa kava. To je to, da je zajtrka, nič kaj posebnega. Količine sem rekel, tukaj nekje on the screen trenutno imate kalorije in pa makronutriente, kot sem rekel, trenutno sem na, glede cilja dnevnega vnosa kalorij sem na 3100, tako da danes bo full day of eating za 3100 kalorij. Glede supplementov, ki sem jih pokazal, sem v prejšnjem full day of eatingu že naredil en breakdown, vse supplemente, ki imam, katere uporabljam, torej vsakega po vrsti naštet in pa sem povedal, zakaj katerega imam, tako da pejte prejšnji full day of eating. To je bila, se mi zdi, druga epizoda Shredding Season serije, te serije, ki gledate trenutno. Tako da ja, kot sem rekel, zdaj to moram na hitro pojesti, ker se mi mudi, kot sem rekel, danes bo tudi day in life. Zdaj od 10 do 12 imam neka online predavanja, ali pač so online, tako da sem lahko tukaj doma. In potem, po teh predavanjih pa se vidimo na obroku številka 2, kosilo, ki pa mislim, da vsi že dobro veste, kaj bo. Ok, folk, zaključil z predavanji in kot sem rekel, da že veste. Testenine, pašta s piščancem, s piščančjimi prsi in pa paradižnikovo omako. Za pripravo mesa uporabljam ta olive oil cooking spray od Jim Beama, pride kar prav. Sol, potem poper, česen in pa sladka paprika. Ok, spet se mi mudi, tako da tukaj imamo drugi obrok, pašta s piščancem in paradižnikovo omako. Torej imamo 120 gramov pašte,
okoli 150-200 gramov paradižnikove omake in pa 180 gramov piščanca in recimo enih 10 gramov tistega špreja, približno 10 gramov pač olivnega olja in vse skupaj imate kalorije na screenu trenutno skupaj z makronutrienti za ta drugi obrok. Zdaj, folk, moram to posesati 100 na uro, ker moram čez enih 10 minut že štartati proti faksu. Zdaj imam ta predavanja na faksu in končam pozneje popoldan, okoli 3-4. Se potem vidimo takoj po faksu. Si pripravil pre-workout in šibal na trening. Danes, folk, push workout, tako da se kar vidimo na pre-workoutu. Najprej imamo himalajsko sol, en skup Thor Steam Fria, jagoda kiwi, kar pošten skup je bil to, in pa seveda 4-5 gramov kreatina. Seveda, folk, na vseh Jim Beam izdelkih koda MAX5 za 5% popusta, na SUAI pa koda MAX10. Pre-work je spreman, se vidimo v fitnessu. Po 3 stopnjevalnih smo zdaj prišli do prvega delovnega in na tej vaji bo to tudi edini delovni, torej samo en working set, glede na to, da je prva vaja, bomo pustili intenziteto ta pravo pri working setih in tudi volumen na drugi in pa tretji vaji. Tako da imamo zdaj en working set, gledajte do kakšne intenzitete se pride na tistih zadnjih par ponovitev, ne glede na to, da pač treniram sam in da nimam nobenega mogoče, da me malo puša, ampak probam se res. To vem, da je pač teža, ki je meni težka, za okoli 10-12 ponovitev, tako da to je to, let's go. Na push workoutih oziroma na teh izbirah za prsa današnjih je malo večji fokus na sredinska in oziroma middle in pa lower chest. Tako da smo videli pec deck je za middle, lower, tukaj je zdaj naslednja vaja tudi. Ciljamo bolj middle in pa lower pec oziroma chest. Tukaj imamo 2 stopnjevalna seta, kjer res pač samo da se navadim na vajo, na premik. In potem delamo 2 working seta z isto delovno kilažo na tej vaji. Kot sem rekel, to je tu, kjer ta prava intenzivnost pride ven. Tako da evo, to je to, 2 stopnjevalna in potem 2 delovna seta. Gremo delati. Evo, naredili 2 stopnjevalne. Sem hotel samo zmotiti, sem hotel reči, da ko gledate ta video, verjetno je na Jim Beamu aktivna Black Friday akcija, tako da kar crazy popusti do 80%. Tako da pejte si pogledati malo, če je sploh še kaj na voljo. To sem samo hotel povedati. Zdaj gremo na delovni set. Tukaj ponovno, kot malo prej, ciljamo nekje na, oziroma jaz si dam kilažo, delovno kilažo tam nekje, da vem, da bom nekako prišel do failerja okoli 10-12 ponovitvah in tudi tam ciljam, ker vem, da sem prejšnji push workout toliko naredil, tako da spet ciljam na nekako to, da vsaj zadržim moč. 2 working seta, oba dva isti princip in načeloma tudi ista teža, tako da bomo videli, kako bo. Ma, nisi poznala, da, kaj res.
Zdaj pa gremo na tretjo in sicer incline dumbbell press, klasična vaja. To je pač edina današnja vaja, ki targeta malo višja prsa, upper chest, kot sem rekel, danes je malo bolj lower focused oziroma middle chest focused. Tako da zdaj gremo incline dumbbell press, isti postopek kot druga vaja in sicer 2 stopnjevalni, kjer stopnjujemo do delovne teže in potem 2 delovna seta, kjer pa je drugi delovni set back off. Tako da en zaprav, heavy working set, drugi working set pa je back off, torej spet malo, oziroma spet krepko znižamo kilažo in naredimo malo več ponovitev. Evo, to je bil working set, heavy. Zame trenutno, kot ste videli, 8 ponovitev, recimo ajde 7 kvalitetnih, 34 kg. Zdaj pa back off, tako da tu bom zdaj krepko spustil kilažo, da jih naredim vsaj enih 12 ponovitev. In sicer bo to zame 22 kg. Tako da ja, to morate nekako malo sami poštekati. Kakšna je vaša working kilaža, da res lahko delate to formo dobro, kot ste videli, jaz sem tudi ful samokritičen in rečem, ok, ona 8 je bila, ampak ni bil to ta stisk, ki mora biti z prsmi, tako recimo 7 dobrih. Tako da najdete to neko kilažo, ki je res, važna je forma, res pač važna je forma. Ok, kot sem rekel, cable chest flies, tukaj imamo res, to je samo finisher za prsa, niti ni tako intenzivno kot pa druga in tretja vaja. Imamo 3 sete po 10 do 12 ponovitev, neka kilaža res, ki lahko večinoma vse 3 sete kontroliram za teh 10-12 ponovitev, res samo za zaključiti prsa. Zaključiti prsa, kot rečeno, ta zadnja res, niti nisem naredil 3 sete, sem naredil samo 2, ki sem vedel, da je v redu za zaključiti, tako da sem naredil samo 2 po 12 ponovitev, 12 plus. Zdaj pa gremo na ramena, tako da klasične vaje za ramena na pushu, jaz nimam nobene vaje za front delt, niti za rear delt, tako da imamo lateral dumbbell raises, torej lateralne dvige z ročkami. Jaz delam to unilateral, tako da vsaka roka posebej, ker imam malo razliko v ramenu, malo, vse to sem že enkrat govoril, to levo rame je malo v čudni poziciji, zaradi tega delam deljeno. Tako da tukaj imamo spet nekako, tukaj je dosti bolj v easy-no, ni niti možno takšne intenzivnosti dajati kot pa na prsih, ker je čisto različna vaja. Tako da imamo malo par setov za cigaret,
ene 3 za segret ramena, za dobiti malo pump, po domače bi se reklo, in potem imamo ena 2 delovna seta z delovno kilažo. Tukaj je malo bolj pomembno, v bistvu malo več repsov narediti, tukaj brez veze, če delaš 8 repsov z neko težko kilažo, raje jih na pumpe, 12, 14, 16, bo dosti boljše za ramena, tako da let's go. Druga in zadnja vaja za ramena in sicer imamo to mašino, kot sem prej rekel, spet za lateral raises. Tukaj imamo spet nekako isti princip kot tista zadnja vaja za prsa, torej samo 3 sete, vedno ista kilaža in probavam nekako za vsako roko 10-12 ponovitev. Ok, evo, zaključili ramena, 2 simple vaje za lateral head in zdaj gremo še na triceps, zadnji del kuša, 2 vaji. Zdaj imamo rope extensions. Tukaj jaz sem si dal v bistvu 2 ta ropesa, da je malo večji range of motion, da lahko res do konca stisnem triceps. In to je to, triceps, da zaključimo ta trening. Let's go. Zaključili push, vse vaje mislim, da kar soliden trening, je bilo malo gužva, ampak smo naredili, kot smo morali. In zdaj takaj na katu, čaka me kardio, 25 minut, še vedno 6-krat na workout split oziroma 6-krat na workout plan, imam še 25 minut kardija na vseh upper body treningih, 25 minut in potem se vidimo doma na post-workout mealu. Ok, folk, kar sem se vrnil iz treninga in kot vedno pred post-workout shakeom absolutno magnezij in pa vitamin C, kmeče tablete, 2 magnezija in pa 1 vitamina C. Gremo na hitrico pripraviti današnji post-workout shake. 300 ml danes imam ovseno mleko, torej ovsenega mleka. 150 gramov zamrznjenih gozdnih sadežev, 200 gramov skira, potem imamo 20 gramov ovsenih kosmičev in na koncu še 20 gramov izolata. Jaz imam izolat od Jim Beama, okus chocolate hazelnut, torej čokolada orešnik, res priporočam, pač top izolat, top. 30 gramov. Zdaj bom nekaj tukaj dal makrose kalorije za ta post-workout shake, za tretji današnji obrok. Danes glede nekih dejavnosti, opravkov, karkoli sem zaključil, tako da bom danes samo še doma. Chillal del, ok, glede social media, glede šole. Tako da bi rekel, da se kar vidimo na 4. in zadnjem današnjem obroku, a.k.a. večerja, kakorkoli. See you there.
In evo nas folk prišli do čisto zadnjega obroka današnjega videa. Losos in pa riž z zelenjavo. Losos, to neko bolj mastno ribo, jem mogoče enkrat do dvakrat na teden, jo kar dajem v svojo prehrano. Kalorije in pa makronutriente za ta zadnji obrok imate jih tukaj na screenu, količine pa so 50 gramov riža, 130 gramov zelenjave in pa ta dva lososa skupaj sta 250 gramov lososa. Zdaj pa gremo pogledati še, kako bom zaključil celoten dan, ampak predtem naredimo en taste test, da vidimo, če si je prav naredil. Je, že vidim po barvi. Really good. V glavnem, kalorije za celotni dan za danes so bile 3089, glede makronutrientov pa smo danes, ker je pač prišel dan, ker sem si izbral, da bo losos, zaradi lososa sem pač malo presegel maščobe, tako da danes je malo bolj high fat, lower carbs day, ampak to ni nič namernega, ampak pač je prišel do tega, da sem si izbral, da bom danes jedel losos, ker je res poln maščob, tisti dan imam malo več maščob in potem zaradi tega moram pojesti mogoče malo manj ogljikovih hidratov. Če ne pa imamo 233 gramov beljakovin, 294 gramov ogljikovih hidratov in pa 102 grama maščob. Kot sem rekel že na začetku videa, folk cut napreduje res odlično, kot ste videli, današnja kilaža res dobra glede na potek in čas tega cuta. V naslednji epizodi bom probal verjetno narediti physique update, glede na to, da ga danes nisem uspel posneti v fitnessu. Dobro se počutim, vse napreduje kot mora in da vidimo, do kje pridemo in da vidimo, kakšno bo izgledalo moje telo proti koncu cuta. Verjamem pa, da vas je veliko, ki trenutno ne delate cut, ampak bolj bulkate, lean bulkate, karkoli. Če potrebuješ mogoče pomoč, če ti res ne gre bulk, ali pa če si začetnik in hočeš nabirati mišično maso, ti priporočam, da si pričekiraš moj lean bulking program, stvar, v katero sem dal še kar časa. Imaš prvi link in description na moji spletni strani. Lean bulking program je online, je personaliziran, tako da če te zanima bulkanje, nabiranje mišične mase, priporočam. Gremo folk za to četrto epizodo Shredding Season serije probati priti do 400 lajkov. Gremo probati folk priti do 400 lajkov in če še nisi, kot sem rekel na začetku videa, ful bi mi pomenilo, če klikneš subscribe. Bližamo se 5000 subscriberjem, tako da smo potem že na polovici našega začetnega velikega cilja od 10k subs, tako da stisni subscribe. Glede mojega online coachinga, v glavnem se mi je sprostilo še eno mesto, tako da zdaj imam ponovno 2 mesti na voljo odprti, tako da če te zanima moj online coaching, si pejdi prečekirati na moji spletni strani ali pa na Instagramu, kjer imam prav Instagram narejen samo za moj coaching. Prva 2 transformationa so že padla z mojimi strankami in objavljena seveda na Instagramu od tega FitMax Coaching profila. Če si prišla do konca tega YouTube videa, komentiraj emoji neke ribe, da vidim, koliko vas gleda video čisto do konca. To je to od mene folk za ta video in se vidimo naslednji teden, verjetno naslednji teden ob sredo ob 6 v novem YouTube videu. Peace!